Bitcoin in Ethereum sta ta teden doživela kar konkreten padec. Kaj se dogaja? Dajmo si skupaj pogledati to v tehnični analizi. Prej si bomo seveda, kot ponavadi, ogledali CoinMarketCap in primerjavo gibanja cen glavnih kriptovalut s prejšnjim tednom. No in tukaj vidimo, Bitcoin je padel za skorajda 3%, Ethereum pa je zrastel za več kot 2%. Tether je seveda stablecoin, nima nekega gibanja. Potem imamo BNB, ki je malček padel za 0,52%. Solana je padla za kar 9%, zanimivo. USDC je tudi stablecoin. Nato imamo XRP, ki je celo zrastel za 2,25 oziroma zdaj je spremenilo 2,23%. Dogecoin je kar precej padel za skoraj 13%. Naslednji je Toncoin, ki je padel za skoraj 5% in Cardano za dobrih 9%. In smo zdaj na Bitcoin dnevnem grafu. Pred sabo imamo Bitcoin napram ameriškemu dolarju. In če se morda spomnite iz prejšnjih videov, sem večkrat prikazal tole bikovsko zastavo. Kar mi ni bilo zadnje čase všeč, je bilo to dogajanje na zgornji meji tegale padajočega kanala. Kaj se je zgodilo? Preveč časa smo se zadrževali tukaj. Bikovska zastava bi se morala kmalu po preboju tudi izvesti. Ja, lahko pridemo tudi testirati tole zgornjo mejo kot podporno, ampak od nje bi morali doživeti odboj. Ne pa, da se tukaj toliko časa dobesedno vlačimo. No in kaj se je zgodilo? To zgornjo podporno mejo smo zdaj izgubili. V prejšnjem videu, če se prav spomnim, sem tudi izpostavil en medvedji vzorec, ki se je pojavil tukaj zgoraj pri tejle bikovski zastavi. Sem označil tale vzorec, to je bil dvojni vrh, ki se nam je naredil, in to je medvedji vzorec. Ta vzorec ima pa zdaj sledečo situacijo. Tukaj ima svojo neckline mejo, ki jo lahko zdaj gremo testirati kot odporno cenovno linijo. Torej, tukaj od tele meje, to je meja tam nekje 66.000 pa do 65.000, kjer se zdaj trenutno gibljamo. Od tukaj morda zdaj lahko pričakujemo en odboj, ampak od zgoraj nas zdaj čaka tale neckline meja tegale vzorca dvojni vrh. To zdaj lahko testiramo kot odporno mejo in od nje lahko pričakujemo odboj in še globlji padec navzdol. V nasprotnem primeru, če to mejo prebijemo, pa lahko pričakujemo nadaljevanje rasti. Kar se tiče RSI, ni trenutno nobenih takih posebnosti, nobenih takih divergenc. Stochastic RSI je edino preprodan in trenutno kaže, kot da bi se želel križati navzgor, kar bi lahko pomenilo, da bi biki prevzeli nadzor. Oglejmo si zdaj še Ethereum. Imamo Ethereum napram ameriškemu dolarju, tudi dnevni graf. Tale padajoči klin sem že čisto prevečkrat omenjal v prejšnjih videih, tako da tokrat ga ne bom. Bom pa omenil tega, ta je naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. Omenjal sem namreč možnost, da še vedno lahko dosežemo tole zgornjo mejo, ampak je nismo, prebili smo tole spodnjo mejo in sledil je padec. Zdaj se spet nahajamo na eni zelo pomembni meji, to je tale tukaj, kjer testiramo podporo. Nahaja se tam nekje od 3500 pa do 3600 ameriških dolarjev.
Če ta meja morda ne bo vzdržala, je pa naslednja meja tukaj spodaj. Ta je od nekje 3000 pa do $2900. Glede divergenc tudi trenutno ne vidim nekih posebnosti. Stochastic RSI se je edino križal navzgor in kaže, kot da bi morda biki želeli prevzeti nadzor. Tukaj je še nekaj zanimivega. Tole dogajanje na tej trenutni meji, ki sem jo malček prej izpostavil, to meni izgleda kot dvojno dno, ki je pa bikovski vzorec. Lahko pogledamo tudi malček bliže, recimo 4-urni časovni interval. Ja, tukaj bi imeli celo trojno dno. Kaj je zdaj tukaj pomembno? Zelo pomembna je tale neckline meja tukaj. To je meja 3600 tam nekje. To mejo morajo zdaj biki prebiti, če želijo videti rast. Tako da bomo videli, kako se bo tole zdaj izteklo, ali bo Ethereum od tele meje 3400, 3500 tam nekje zdaj doživel odboj. In če doživi odboj, kje imamo naslednje meje? Ta prva je tukaj, kjer bi lahko doživeli neke vrste odpor. Ta je na 3600, 3700, jo bom kar označil, da bo lepo vidna. Torej, tukaj lahko pričakujemo kakšen odpor. No in naslednja meja je pa tale tukaj, ki sem jo že prej označil. To je spodnja meja našega naraščajočega, razširjajočega klina, ki je medvedji vzorec. To mejo smo tukaj izgubili in zdaj se lahko zgodi, da jo bomo šli gor testirati kot odporno mejo, kot odporno cenovno linijo. Tako da to bo vsekakor zanimivo za spremljati, ne se pozabiti naročiti, da slučajno ne boste kakšnega videa zamudili. Hvala vam, da ste si video gledali do konca. Zdaj pa tudi nas zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi? Ste morda vi še kaj dodatnega opazili? Kar komentirajte spodaj pod videom, pod komentarjem. Naročite se tudi na naš YouTube kanal, da slučajno kakšnega videa ne boste zamudili in se vidimo v naslednjem videu.